oddaji Potovanja okoli sveta. Potovanja že od nekdaj zelo mikajo ljudi in ena prvih ženskih popotnic na svetu je bila Alma Karlin. Danes je z nami tukaj popotnica iz Slovenije, srednješolka Pina Rožman. Pozdravljena na našem studiu, dobrodošla. Kako ti je všeč Zagreb? Prekrasen je, sem se pa vedno rada vrnem. Kaj bi zdaj mi prosim povedala nekaj o sebi? Ja, jaz sem Pina Rožman, prihajam iz Slovenije, iz Brežic, manjše mesto na meji s Hrvaško. V svojem prostem času se zelo rada ukvarjam s športom, plezam, tečem, rada pečem, ustvarjam v kuhinji in pa seveda od vsega najraje v svojem prostem času potujem že od malih nog. Kako pa je bilo tvoje otroštvo? Se mogoče spomniš, kje je bilo tvoje prvo potovanje ali pa eno od prvih? Potovala sem že v bistvu veliko, preden se spomnim. Najprej so starši povedali, da so me že po nekaj tednih v bistvu odpeljali na morje, na Hrvaško, na Pag. Nedolgo zatem pa že sam z nekaj meseci sem bila prvič na letalu, ko smo šli na Kubo. Tega se seveda ne spomnim sama, so mi pa potovanje približale slike, ki so jih takrat še delali s fotoaparatom. Je pa eno prvih potovanj, ki pa se jih spomnim, ko smo šli v bistvu z avtom oziroma kombijem v Romunijo. Zelo radi smo potovali v malo večji družbi s še eno družino, tako da smo imeli vedno neko animacijo z prijateljicami, ki smo se vedno lahko igrali različne stvari. In v bistvu od tam se niti ne spomnim toliko znamenitosti teh glavnih mest, kakor bolj pokrajino, ljudi, kaki so bili. Zapomnila sem si bolj te občutke, ki so me spremljali takrat, kot pa neke same znamenitosti, ki smo jih takrat videli. Kaj pa to ste potovali med počitnicami ali med šolskim časom? Ko smo bile v vrtcu, oziroma ko sem bila v vrtcu, je bilo vse bolj enostavno, zato ker nisem zamujala šole in so me starši vzeli kadarkoli so želeli, kar je ponavadi bilo ne med počitnicami, ker so vseeno neke ugodnosti takrat, manj gužve predvsem. Ko pa sem začela obiskovati osnovno šolo in pa seveda tudi zdaj, smo se pa bolj skoncentrirali na ta čas med počitnicami in si v bistvu že za vnaprej organiziramo tako, da se med počitnicami pa mogoče en teden prej ali pa pol odpravimo na pot. Kaj pa je razlika kakšna v cenih kart, ne vem, cestnin ali pa nečesa med počitnicami pa med prazniki? Tle pri nas se pozna, se mi zdi, da predvsem bolj nastanitve neke, ne toliko mogoče v ceni, koliko v zasedenosti in potem s tem tudi cena narašča. Ko pa gremo nekam v tujino, se mi pa zdi, da se ta časovna komponenta nekako izniči kmalu. Kaj pa vam je vedno šlo vse po načrtih ali je kdaj prišla kakšna nepredvidljiva stvar, nek nepredvidljiv dogodek? Ja, nikoli ne gre vse po načrtih, vedno so vsaj manjša neujemanja v naših načrtih. Ampak ja, je bilo pa ena taka izkušnja, ki nas je sigurno vse zaznamovala, ko smo bili v Gruziji za prijatelji, kot sem že omenila. Ko pa nas je v bistvu pretresla bolezen oziroma prijateljica je imela slepiča. V Gruziji, v glavnem mestu, hvala Bogu, Tbilisiju, kjer je bilo zdravstvo res urejeno, smo že takoj prišli v stik z zdravniki, ki so v bistvu prišli na dom. Tam imajo tudi tako prakso, da bolj premožnejše družine so še vedno zdravnike na dom klicale in k nam je prišel v bistvu v hotel, kjer so pa potem pospremili to deklico, ki je bila še otrok, v bolnico, kjer pa smo imeli zavarovanje sklenjeno in je bilo kasneje vse povrnjeno, tako da vsaj teh stroškov nismo imeli. Smo pa spoznali, kako je to tam, ker tam si mogel hrano sam nositi, tam ni bilo kuhinje poskrbljene v bolnici, nisi dobil oblačil, mogel si prinesti pižamo, tudi obiski so bili zelo omejeni, tako da me pol prijateljice nismo več videle do Slovenije, ker so tudi zaradi okrevanja pol mogli prestaviti potovanje in se vse zavleklo. Ampak smo se izvlekli. Kako se pa pol potovali domov? Z letalom, tako kot vedno, ali so posebej s posebnim nekim, če obstaja zdravniškim letalom? Ne vem, kakšne so imeli takrat možnosti, ampak vem, da so takrat se oni ustavili, si podaljšali ta dopust za teden dni, še več mogoče, da se je Ela res počila. In potem so pa kupili nove letalske karte in pa prišli domov. Smo pa tudi mi, ker so to vse treba kombinirati. Mislim, da smo takrat na Dunaj leteli in je bil njihov avto tam, pol so se pa oni v bistvu vračali v Zagreb, tako da je bilo še s tem
treba kombinirati, ampak ja, so prišli z navadnim letalom domov. Dobro, da se je vse pa dobro končalo. Daj mi povej, kako je pa bilo v času korone? Predvidevam, da niste potovali. Kako si se ti takrat počutila? Ja, to je bil v bistvu kar velik šok, ker če si nečesa navajen, meni je bila to taka rutina že, v bistvu mogoče niti nisem toliko cenila, koliko sem pol začela, ko sem videla, kaj to pomeni, ko se potovanja končajo, ko si ujet doma za leto dni in ne greš nikamor. Jaz sem se res počutila ujeto. Sicer sem bila mlajša, verjamem, da če bi se to zdaj zgodilo, bi mi bilo še huj. Ampak ja, odštevala sem dneve, ko bi lahko šli nekam, tudi če je bilo to samo na izlet po Sloveniji. Potem, ko so se občine odprle, smo začeli več izletov delati po Sloveniji in pa tudi Hrvaški, kar mi je bilo tudi všeč, da sem sicer spoznavala pol domovino, ampak ni bil pa isti občutek. Kaj pa, kjer je pa bilo tvoje prvo potovanje po koroni, da ti je prav bilo, veš, prav všeč? Prvo je bil Pariz, ki je bil mi všeč zato, ker pač nekaj novega in Pariz, vele mesto, je navdušil nasploh. Pol kmalu je bilo pa potovanje, ko sem si ga najbolj zapomnila, je bila pa v bistvu izmenjava v Španijo za šolo. Kako pa je bilo tam? Daj malo povej, kakšna je bila tvoja družina, kaj ste delali? Tam je bilo nepozabno. Čeprav je bilo to pred 2 leti, 3, je to še vedno en izmed mojih najljubših tednov v življenju. Tak drugačni ljudje so kot mi. Se mi zdi, da Slovenci smo še bolj zaprti kot Hrvati, ampak Španci so bili pa na nekem novem nivoju. Pač jaz, ko sem prišla tam, jaz sem se počutila, kot da sem del njihove družine, takoj, prve sekunde, ko sem jih zagledala. Tak tople objeme, ki so ti jih dajali na vsakem koraku. Želeli so se pogovarjati s tabo, res jih je zanimalo, kdo sem jaz, kod prihajam, česa si želim. Tudi če njihova angleščina ni bila ravno taka, da bi to lahko komunicirala z njimi, sem se skozi počutila, kot da pač pripadam tam. Res, bilo mi je fajn, spoznala sem njihovo kulturo zelo, veliko boljš, kot naprimer na potovanjih po Španiji, ki sem jih že prej imela. In se mi zdi, da sem pa lahko zelo dobro primerjala tudi potovanje za neko izmenjavo. Oboževala sem njihovo hrano, tudi če ni bila čist tipična španska, je bila v bistvu še boljš, ker je bila toliko specifična, toliko po njihovem okusu, začimbe. Z ljubeznijo pripravljena, sigurno. Z ljubeznijo pripravljena in pa pojedena. Oni so se imeli tako radi, že ta ljubezen se je čutila za mizo. No. Kaj pa, zdaj, ko smo pri hrani, kakšni so pa bili pri tebi zajtrki? Ste ful sladko jedli? Ker jaz vem, da smo mi zajtrke čist drugačne imeli, obilne, ker me tudi kosilo pol kasneje kot mi, ne? Pri meni je bilo malo drugač. Medve so same jedle z to mojo gostiteljico in to je izgledalo tako, da mi je dala na izbiro, seveda, veliko tega, tudi kupovali so stvari samo za mene, ker so jih oni prvič videli, ker so slišali, ja, v Sloveniji se pa je to pa to. Ampak jaz sem si prav želela njihovih stvari probati in ko sem videla, da moja gostiteljica za zajtrk poje nadrobljene kekse v mleku ali pa muffin, mi je bilo zelo zanimivo, ker smo mi vajeni bolj zdravih obrokov, hranljivih, ki te nahranijo za cel dan. Pol je bil pa v bistvu to šele prvi del zajtrka, drugi del so bili pa sendviči, ki so bili pa tudi odlično pripravljeni. Jaz ne vem, kaj dajo noter, ampak to so pršuti in vse, ker bo res odlično. Pri meni so dodali še olja noter, tako da so ne vem, tako prav sočni so bili. Ja, namesto masla, ne, ali pa teh namazov, ko mi jim damo. Dobro, naslednje leto so pa tudi nam vrnili Španci obisk v Dobovi, pa si poglejmo, kak je bilo njim. The best part of my experience in Slovenia was meeting new people and making friends from another culture. I also really enjoyed with my host family and learning about their way of life. The biggest cultural difference I seen was the time about dinners, lunch or something, because here in Spain we eat and lunch in different hours. I tried to learn some words in Slovenian, like hvala, which the means are thank you, and sibio, I don't know, sorry, which means are hello. In Slovenia, we tried a lot of food, but I remember a soup we ate at home,
and for me it's the best food I prove in Slovenia. I would love to go back to Slovenia someday because it's an unforgettable experience. Kako je pa, si ostala v kontaktu z gostiteljico svojo špansko družino? Ja, z Albo smo še vedno v kontaktu. Zelo rada se vedno spomnim na njo in zelo lepo mi je tudi, ko vidim, da se ona spomni na mene. V bistvu mi je postala neka taka navada, da je vsako leto iz morja pišem razglednico, ker so tudi običaj v naši družini, v bistvu z kjerekoli lokacije po svetu gremo, vedno radi pišemo družinam oziroma prijateljem, na kjer se spomnimo. In tudi Alba se mi zdi, da je tega res hvaležna. Za vsako novo leto si pišemo, tudi izmenjujemo, kakšne navade pri njih potekajo in pa seveda, ko je bila pri nas v Sloveniji, se je oglasila tudi pri meni. Tudi jaz sem bila pri njeni gostiteljici in smo se veliko podružile. Vsi pa še vedno usklajujemo datume in zdaj, ko bom polnoletna, upam, da bo to nekoliko lažje, ker se pogovarjava, da bi seveda jaz prišla nazaj v Španijo, to mi je ena izmed večjih želja in pa tudi ona je rekla, da bi se z največjim veseljem vrnila v Slovenijo, ker jih je res navdihnila ta naša narava in si želi tudi naše kulture še bolj spoznati. Tako je španske. Super, ful lepo, da ste ostali v kontaktu. Kaj pa zdaj, ko si v novi šoli, v bistvu zdaj si že tretji letnik v srednji šoli, v gimnaziji v Brežicah, kaj potujete šolo kam? Ja, kar se tega tiče, je na naši šoli res dobro poskrbljeno in to je tudi ena izmed stvari, zakaj sem se za našo šolo odločila. Tako kot potovanja imamo na naši šoli tudi izmenjave. Se mi zdi pa, da je res pester program potovanj. Že v prvem letniku sem takoj odšla v bistvu v London, kjer smo bili en teden. To je ena izmed razpisanih potovanj. Pol so bila tudi Lizbona, Barcelona. Letos se bomo odpravili na Irsko. In tega se res zelo veselim, ko mi čakam, da zvem datum, da bom lahko začela odštevati dneve. Pol imamo pa tudi ogromno takih dnevnih ekskurzij, ki so mi tudi odlične, ker lahko spoznavaš v bistvu okolico države, naprimer Dunaj ali pa Gradec. Šli smo pogledati Advent v Opatiji, gre se za 2 dni v Budimpešto in se mi zdi, da z temi dnevnimi ekskurzijami spoznaš skoraj še več kot pa en teden nekje. Kot sem pa omenila, imamo tudi izmenjave na naši šoli z Francijo, najpogosteje. Kljub temu, da se jaz ne učim francoščine, ampak nemščino, se teh izmenjav zelo rada udeležujem, predvsem zaradi te odlične izkušnje iz osnovne šole, o kateri sem govorila. In tako sem lani gostila v bistvu dečka iz Francije, Matisa, ki je bil pri nas en teden in s katerim ni šlo vse tako po planih, kot sem si zamislila od prvega dneva, ampak je bilo na koncu odlično. Veliko smo se presmejala, mogoče tudi neznanju angleščine in kazanju z rokami, ki so vedno pač na koncu zlat pripomoček pri komunikaciji s Francozi in pa seveda prevajalnik. In pa tudi, mi je zanimivo, kako lahko jaz predstavim našo kulturo nekomu in mu tako popestrim v bistvu. To je lepo. Kaj pa imate, koliko vas pa gre v Francijo zdaj? Ja. Zdaj nas bo šlo okrog 20 v Francijo v začetku naslednjega šolskega leta. Pridejo pa Francozi spet čez en mesec k nam, česar se pa tudi veselim. To bojo sicer novi ljudje, ki jih še ne poznamo. Ta teden zvemo, kdo pride k nam. Se že veseliš tega? Ja, tudi takih malih korakov se veselim, ker vem, da pol pride čas, ko bom iskala, obrnila cel internet, da bom našla tega Francoza, ga kontaktirala, se začela spoznavati. In to mi je v bistvu še nek tak bonus pri vseh teh izmenjavah, da spoznaš specifičnega človeka, ki drugače nikoli ne bi z njim prišel v kontakt, pol pa postane v bistvu on toliko velik del tvojega življenja in te tako zaznamuje. To je lepo, ker imaš pol celo življenje, okoli sebe prijatelje po celem svetu. Kamorkoli greš, se lahko pri nekomu oglasiš in ne vem, greš na dobro kavo in poklepetaš. Zdaj, kje je pa bilo tvoje zadnje potovanje? Slišala sem, da si bila v Bakuju, v Azerbajdžanu. Kako je bilo, daj mi malo povej? Ja, res je. V bistvu za družino smo znani po takih zelo spontanih odločitvah in včasih naš čas prehiteva in pol en teden pred krompirjevimi počitnicami ati je rekel, veste kaj, v bistvu so v Baku zelo poceni karte, kaj pa če bi mi šli kaj pogledati.
Mama je sicer najprej bila zelo zaskrbljena zaradi situacije na vzhodu, ampak smo preverili vse varnostne ukrepe, kot se vedno pozanimamo, in tako smo za v bistvu skoraj podaljšan vikend se odpravili v Baku, ki je bilo pa eno izmed boljših potovanj, pa ne zato, ker je bilo vse tam lepo, ampak ker je bilo zelo različno in sem se naučila ogromno enih stvari. Tam si pa tudi snemala in si en dan strnila v en video, tako da dajmo si pogledati. Dobro jutro, danes je ura 10 v Bakuju, tlele na Mountain Squareu smo, vse ta tomuna. Danes vas bom s sabo vzela na naš razborljiv dan. Čakamo na avto in zato smo šli še enkrat, kot že včeraj, v Staro mesto. Ura je 11:30 in mi smo končno prišli do avta. Sicer se ni naš, avto pa voznik se ureja ta papirje pa to. Ampak mi smo pa v enem takem luškanem parku. Ne, zanima, kaj je v goro. Ja, tle je neka zanimiva zadeva. V glavnem, ful imajo tle zelenja in to mi je ful všeč. Sicer se tudi vidi, da je Baku šele tako manj kot 100 let staro mesto, pač po večini, ampak vseeno imajo ful zelenja in ful lepo, vse je ful čisto. Končno smo prišli v naš avtek, ful je luškan. Kjer ga imamo? Hyundai? Hyundai Tucson. Hyundai Tucson. Prišli smo do Yasil Bazara. To je tržnica, bomo zdaj videli kakšna. Se pa Ati tle trudi plačati. Smo že na naši prvi današnji postojanki. Najstarejša industrijska črpalka za nafto na svetu. Tle v bistvu na obrobju Bakuja, tle že vidimo, ni več mesto. Smo pri naši naslednji postojanki, Bibi Hebit mošeji. Ful je lepa, ful je velika. Javljam se izpred oziroma izza Gobustan National Park Museuma. Nahajamo se v muzeju blatnih vulkanov sredi ničesar. Eksplozija. Končno smo prišli do težko pričakovane večerje v eni taki prijetni restavraciji v starem mestu. Tukaj so pa že naše prve predjedi. Tak, pa je naš dan prišel k koncu. Še en azerbejdžanski čaj in to je to. Lahko noč. Ti poveš svoje vtise, kak ti je bilo, kakšni so ljudje, kaj ti je najbolj padlo v oko? Najbolj mi je v bistvu padlo v oko ta kulturna specifika oziroma različnost od nas. Zato, ker se vidi, da je to mesto zelo mlado, ne stoji dolgo. Zraslo je na bogastvu od naftnih rafinerij in tam ne šparajo z vodo, ne šparajo z denarjem in mi je bilo zelo šokantno tudi videti revščino in bogastvo na eni ulici, kak je vsem vseeno drug za drugega in to me je malo pretreslo, ampak ravno take izkušnje te pol največ naučijo na koncu. Bila mi je pa tudi zelo ostala v spominu hrana, ker je dosti različna od naše, se vidi, da je že vpliv v bistvu nekih začimb tam in sem pol se tudi zelo rada preizkusila v uprizarjanju teh okusov v moji domači kuhinji. To tudi zelo rada delam. Dobro, kjeri so pa tvoji plani za prihodnost, kaj planiraš? Ja, v prihodnosti si želim veliko potovati. Zdaj, ko sem polnoletna, upam, da se bojo te moje želje uresničile že to poletje, da bomo s prijateljicami šla na kak road trip ali pa vsaj v Alpe malo hoditi. In pa seveda maturantski izlet, ki nas čaka to poletje. Šolo se odpravljamo na Krf v Grčijo. Ja, tega se zelo veselim in pa tudi upam, da mi bo uspelo iti na študij v tujino. Razmišljam o Barceloni. Ja, ampak bo še dolga pot. Super, hvala ti, Pina, da si delila z nami svoje bogate izkušnje s potovanj. Lepo te je bilo poslušati in želim ti še mnogo varnih poti na vse strani sveta. Vi pa, dragi gledalci, upam, da ste dobili kakšno novo idejo za potovanje. Hvala za pozornost, nasvidenje.